naprej z oddajo in z menoj je že ena super duper gostja. Namreč govorili bomo o make-upu za različne priložnosti. Ne? Zdaj, na primer, je sezona porok, pa se morajo vsi morajo neveste umisliti make-up, pa tudi seveda svatje in svatinje, če se to pravilno reče. Potem vsakič, ko gremo morda na kakšen večerni izhod, bi si radi umislili kakšen make-up, za pust se maskiramo drugače, če imamo kakšne snemanja, fotografiranja, spet vsaka priložnost zahteva drugačen make-up in včasih je prav, da nam pride na pomoč tudi kakšen profesionalec, tako da z nami bo danes Maja Ašič, ki je make-up artistka, bi lahko rekli, pa tudi za frizure poskrbi, pa vi ne veste, ampak ona je tudi izvrstna plesalka, ampak o tem mogoče kdaj drugič, da nam bo zaupala malce več o tem, kako se namazati za različne priložnosti in kakšne so posebnosti posameznih make-upov. Maja, dobrodošla v naši družbi. Pa hvala za to lep uvod. Prosim, sej tudi v bistvu najboljša reklama za tvoje delo si sama, ne, zdaj že izgledaš v bistvu, kot da bi prišla z enega film noire, ena femme fatale. Mogoče, če kar tako začneva, kako se ti, ko greš ven, odloči za svoj videz in za to, kakšen make-up boš uporabila? Najbolj res sledim navdihu, ker se mi zdi, da še vedno določeni trendi so čez sezone, čez leta se spreminjajo, ampak če je tebi nekaj všeč in želiš nekaj nositi in se v nečem dobro počutiš, si pa dej tisto rdečo šminko gor, recimo, ali pa karkoli pač te že veseli. Se pravi, najpomembneje je to, da izhajamo iz sebe. Ja, trendi so potem to. sekundarnega pomena. Ja, jaz mislim, da ja. Tako. Kako pa, na primer, ti, ker ne mažeš samo sebe, ti kot profesionalka mažeš tudi druge, kako se ti lotiš vsakega posameznega obraza, kako ti začutiš, kakšen make-up bi komu pasal in tudi v katerem make-upu bi se kdo dobro počutil? Zdaj odvisno. Kadar delam recimo posameznice, ki se k meni pridejo naličiti za kakšen dogodek, za snemanja, za različne stvari, potem je najbolj pomembno, da se one počutijo dobro v lastni koži in da se dobro počutijo s tem, kar jim jaz naredim na obraz. Tako da vedno se najprej pogovorim, kaj si želijo, kaj mi je bolj všeč, a bi rade imele kaj specifičnega, poudarjene učke, poudarjena usta, a se hočejo svetiti, tako, take zadeve damo čez, potem pa v bistvu prek pogovora ugotovim, kje približno smo, no, in probam to čim bolj izraziti. In ponavadi so ena izmed najbolj delikatnih skupin, neveste, ker vsi vemo, da se lahko neveste hitro spremenijo v bridezille, kako se temu reče, in za svoj najpomembnejši dan v življenju hočejo biti kar najbolj popolne. Kaj je pa najpomembnejše, ko se lotiš make-upa nevest? Ker zdaj je ravno sezona, ne porok. Ja, pri make-upu recimo za neveste je zelo pomembno, da je to dolgo obstojna zadeva, ker poroka traja ponavadi od zjutraj pa nekako do naslednjega jutra, tako da je fino, da se vmes ne stopi, ne? Sploh v teh takih temperaturah, ki jih imamo trenutno, da obstane lepo gor, da je primerno za fotografiranje, da še vedno izgleda v redu v živo, da ni tista maska, ne, ki v bistvu samo butnaš pa pade dol, ne. Tako da ja, te stvari se mi zdijo najbolj pomembne, no. Pa so tukaj kakšni trendi, ki jih ti upoštevaš, je vsako leto malce drugače ali gre bolj za personalizirano glede na vsako posamezno nevesto? To si zelo lepo uporablja, bolj gre za personalizirano zadevo, ampak še vedno pa malenkost pa slediš. Mislim, jaz sledim trendom, ker vseeno pa želim, da so vsaj približno namazane tako kot približno zapovedujejo zadeve. Da ni čisto X. Da ne gremo čisto na X zadeve. Da je neko presečišče trendov pa personalizirane. Tako je, tako da recimo za letošnjo sezono so zelo popularne take mečke šimer na očeh, se pravi tako malo, da se pobleščijo zadeve, ne prav ta velike bleščice, ampak samo, da se malo zasveti, tak nežen smoky eye recimo, tako vse ostalo se pa v bistvu lahko vsaka nevesta sama zmisli. Ampak to so pa ti neki generalni letošnji trendi. Ja, kako pa spremljaš te trende? Kdo zapoveduje te trende v bistvu sploh? Ja, ponavadi se zdaj, odkar so reality, šovi, ki jih ti še kako dobro poznaš, se zadeve tudi na ta način recimo oblikujejo. Prej se je dostikrat to dogajalo, da je iz modnih pist prišel nek trend, potem nekaj v bolj nosljivega se spremenil. Zdaj se pa tudi zmeraj več dogaja, da neka reality zvezda, predvsem v tujini, nekaj naredi, se odloči, da bo nekaj nosila in potem to nosimo širom po svetu. Trendsetters naredijo. Ja, tako. Make-up influencerji. Tako.
Kaj pa recimo, omenili sva zdaj neveste, kako pa kakšne bi pa bile smernice za tiste, ki pridejo na poroko, za svate in podobno? Morajo oni na kakšen način paziti, da se preveč ne namažajo? Kako je to? Zdaj, odvisno od neveste. Aha. Ne smemo zasenčiti neveste. Točno to. Ponavadi je nevesta tista, ki želi izgledati najboljše kot lahko, tako da vedno kot svatje nekako probamo ne zasenčati neveste, pa naj bo to z obleko, ne boš verjetno prišla na poroko v beli, dolgi obleki. To je kar, Tako so druge stvari, potem frizura, make-up, ponavadi bolj umirjeni. Zdaj spet odvisno. Če pa nevesti vseeno, pa je tudi sama taka, da ima rada, da tudi ljudje se mogoče bolj kričeče oblečejo, malo bolj izstopajo, potem pa ne, sam dej. In če ste svati, najbolj poznate nevesto, oziroma vsaj ženina, pa vam ženin lahko pove, kaj nevesta bi rada. Ker ti tudi najbrž ne mažeš samo neveste, dostikrat namažeš tudi priče, družice. So tukaj neke druge zakonitosti ali je spet odvisno od... Zdaj spet, ravno tako udeleženci bodo verjetno z nevesto do konca zabave. Tako da še vedno obstajajo podobne zakonitosti, se pravi, da se res mora biti obstojna stvar. Podlaga je ena stvar, recimo, se pravi puder in tako, ki mora res dobro stati čez cel dan, ne glede na to, a bo zdaj se človek potil, a bo vročina, a bo pihal, ali kaj se bo dogajalo. Trivremenski make-up, ne? Točno to. Kaj pa vem, mogoče bo pa kdo v vodo padel. Če pa to zdrži tvoj make-up brez problema, da nekdo v vodo pade, potem pa... Ne, pa mogoče kakšne plohice, a ne? Poletne ali pa kaj takega. No, v glavnem pa če res probam poskrbeti, da res zadeva zdrži maksimalno kot lahko. Tako da mi je v največje zadovoljstvo ko dobim kakšen SMS par dni po poroki, recimo od neveste, kako se je dobro počutila, kako je zdržala do jutra in kako si je bila všeč v bistvu v tem, kako je izgledala. No. To je tisto, ki si pa rečeš, zato to delam. Točno to. Res, pa toliko uživam v tem pogledu, ko naličam nekoga, naj bo to nevesta ali pa nekdo, ki gre nekam na nek dogodek, ko jih naličam in ko se pogledajo prvič v ogledalo in ko zažarijo do znotraj. Zato, ker se mi še vedno zdi, da make-up je nekaj, ki poudari tisto notranjo lepoto in nek žar, ki ga ima človek v sebi. Ni samo, da bi bila neka fasada in da bi se človek ponavadi, kadar si umislimo profesionalno vizažistko ali vizažista, je to takrat, ko res želimo, da to najbolj zasije. Tako. Katere priložnosti so še tiste, za katere te takole posamezniki najemajo? Najbrž so kakšni maturantski plesi? Maturantski plesi, valete, potem kakšne prireditve, kadarkoli je oder. V igri, se pravi, da nekdo nastopa na odru, vodi neko oddajo, tako, recimo, ne? Ne na Ljubljana TV. Omenila si prireditve, odre. Kaj je pomembno za odrski make-up? Najbrž se spet nekoliko to razlikuje od make-upa za neveste. To predvsem verjetno ciljaš na gledališko masko, recimo, ne? Recimo gledališko masko. Ker vse, kar je na odru, to je vedno malo več, kot bi nosila recimo v realnem življenju. Puder mora biti malo več podlage, ne sme se svetiti. Tako, vse je majčkeno zapretiravano. Tako, ker vseeno je oder ponavadi dosti oddaljen od gledalcev in hočeš, da se zadeva vidi, sploh če gre za kakšen karakteren make-up, če spreminjaš nekoga recimo v starčka, v neko drug lik, nekaj čist drugega, kot je on sam, se mora to videti ne samo do prve vrste, ampak ne, res dlje. Zato se potem že reče, da so to make-up artisti, ker v bistvu res že ustvariš neko umetniško delo na nekom, sploh če moraš nekoga umetno postarati. Ja, točno to. In potem je najbrž tudi bolj važno, da dobro izgleda make-up od daleč in morda od blizu celo izgleda... Mečkam bi se vsakič lahko ustrašila, ja. Ampak ni pa spet, no. Je to grozen. Zdaj, za snemanje je pa najbrž spet druga poanta, ker kamere, na primer, so pa blizu. Kaj je pa tukaj pomembno? Pomembno je, da se ne svetiš. Predvsem to je ta prva stvar. Nekako zdaj v trendu zadnja leta je to, da je vse svetlikajoče, da se še vedno, da je pot taka zdrava, sveža, kar pa mogoče za kamere ni najboljša stvar. Tako da jaz ponavadi vedno probam poskrbeti, da se potem ne svetim tam, kjer bi ponavadi, zato če grem samo nekam ven na nek dogodek,
da se svet mi je krasno, ampak za tukaj sem se pa vzdržala Si se highlighterja. pa matirala. Tako. Hvala, Maja, za enkrat. Mi se bomo še pogovarjali po oglasih. Med tem časom pa mogoče lahko greste v ogledalo preveriti svoj make-up, če ga imate, se morda malce popraviti. Morda pa v naslednjem bloku vprašam še, katere so največje napake, ki jih delamo laiki pri make-upu, ker verjamem, da bi to vsem nam prišlo prav. Se gledamo! Smo že nazaj, dobrodošli ponovno v našo družbo in tukaj je še vedno Maja Ašič, make-up artistka, s katero se pogovarjamo o make-upu za vse priložnosti. Veliko priložnosti smo že omenili, mogoče pa zdaj res tisto, kar sem pred oglasi napovedala. Maja, najprej ponovno dobrodošla. Hvala, še vedno. Povej, katera je pa tista največja napaka, ki jo laiki, oziroma katere so napake, ki jih laiki delamo, ko se namažemo? Mogoče, da si želimo dati vse gor, kar bi se dal. Da je mogoče več je več. Ne. Ampak manj je več velja včasih tudi pri make-upu. Točno to. Tako da mogoče boljš se držati tistega, ki poznamo še vedno, ki smo kdaj že probali, da ni ravno, da prvič, ko greš na neko priložnost, ki ti je pomembna, uporabiš nekaj, kar prej še nisi. In potem malo zafrkneš celotno situacijo. Ne. Razen, če gre morda za pust, ne, kjer se pa potem... Tukaj so pa druga pravila. To je pa sam dej. In ti imaš vedno tudi izjemno zanimive tako na sebi pustne maske, kot na drugih. Tukaj se pa lahko že v bistvu reče, da gre za neke slike na obraz. Kaj je pa pomembno pri poslikavi na obraz, ko delamo v bistvu poslikavo, ne pa make-up? Mislim, jaz res uživam. Jaz, ko mi čakam na pust, ko mi čakam na Halloween, ko lahko nekaj narišem na svoj obraz, pa se mogoče tudi cela spremenim v nekaj drugega, ful uživam v tem. Tako da, ne vem, najbolj mogoče tako jaz, kako za sebe iščem masko, je, da mečkam pogledam okrog, kaj bi bilo tisto, kar me navdahne, a me je mogoče kakšen film v zadnjem času presenetil, recimo, pa me je kakšen lik prevzel, pa bi se rada spremenila v kaj takega, ali na tak način mogoče, ali preprost domišljija mi dela potem po svoje in potem se odločam, kako se bom našemljala. In je tukaj zelo pomembno, ker jaz si sploh ne predstavljam, ker to so res, kot lahko vidimo tudi zdaj na ekranu, zdaj ne več, zdaj so že bolj luštne slike. Kako se sploh lotiti, kaj je pomembno najprej narediti, katere zadeve najprej? Kako se lotimo ene take kompleksne pustne maske? Tako da pokličete mene. To smo hoteli. Bravo, Maja. Pa vas pridem zrihtati. Lahko ji pa tudi sledite, tamle se na Instagramu pa na Facebooku ji lahko tudi sledite, tako da spremljate lahko Majo tudi po koncu tega intervjuja, če seveda se vam je všeč in bi si zaželili jo spremljati še naprej. Maja, zakaj si se pa ti sploh odločila, da greš v te vizažistične vode? Kaj te je pognalo in kdaj? V bistvu že od nekdaj rada ustvarjam in rada sem risala in packala in ustvarjala z barvami in tako naprej. Potem sem se pa odločila, da bi rada znala sebe dobro namazati. Ker sem mazala prijateljce okrog sebe in tako naprej, ampak sem rekla, ne, res si želim sebe namazati profesionalno in sem se odločila, da grem na tečaj. In potem se je stvar nekako preprosto odvila. Vključila me je Jasna Oklešen, pri kateri sem bila na tečaju, vključila me je, vozila malo sabo, na določene zadeve sem ji pomagala, sem bila njena asistentka in potem so zadeve samo splavale, nekako razpršile. Ja. In v bistvu si se najbolj sproti potem z delom naučila še več kot prej, ne? Sigurno, ja, največ. Tiste je samo neka osnova, potem pa pravo delo, točno to pravo delo se šele potem začne, ker je treba še vedno slediti novim tehnikam, novim trendom, se prilagajati stranki. Vsaka stranka ima drugačne želje, drugačen stil, vsako snemanje mogoče drugačne karakteristike in druge stvari zahteva od mene, tako da se potem skozi projekte v bistvu izoblikovala. In a imaš daj slučajno kakšno tremo, ko koga mažeš, ker mazala si že marsikakšnega tudi znanega Slovenca in Slovenko, ker si mazala za muzikale Mamma Mia, Briljantina in druge, potem za kakšne resničnostne šove, za kakšna snemanja. Imaš kakšen znan Slovenec ali pa kdo, pred kom imaš respekt, imaš morda tremo, se ti malce zatrese? Trese ne, hvala Bogu, imam tehnike, da spravim roko pod kontrolo.
Ampak ja, tremo pa sigurno. Skoraj vsakič, ko je neka res nova izkušnja, recimo kaj, kar nisem še čist počela, pa se še vedno res dobro probam pripraviti, probam res biti suverena v tem, kar počnem, ampak včasih je še zmeraj tisti mal moment, ampak sej bo. Tako da ja. Pa so kakšne tele znane osebe, ki si jih mazala, a so kdaj lahko dive, pa so potem bolj zahtevni, pa moraš večkrat popravljati ali kaj podobnega? Mislim, spet, če snimamo recimo videospot, pa si to nekje zunaj na soncu, je logično, da bom jaz v bližini, ker bo treba popivnati, pomatirati in tako zadeva narediti. Drugače pa bolj, kot sem ličila bolj znane, večje tako dive, da dejansko lahko rečemo, da so super ljudje, ki so nekaj naredili, ki imajo dobro kariero, ki so krasni, v tem pa vedno uživam. No. Kaj pa je tebi največji izziv? Izziv, pa kaj najraje počneš? Koga, oziroma za katere priložnosti najraje mažeš? Najraje v bistvu mažem normalne ljudi, če temu tako rečem. Največkrat se zgodi, da pride kakšna ženska k meni se zrihtati pa reče, jaz tega ne uporabljam, jaz ne vem, kaj bi imela in tisto mi je najbolj luškano. No? Tako, ker lahko nekaj še vedno potegnem iz nje in nekaj luškanega ustvarjava skupaj. Pa ker je v bistvu tudi najbrž gre potem to za privatne dogodke in res skupaj vidve najdeta videsni, da bi nek režiser rekel, tako mora biti. Ja, točno. Ker včasih se je pa treba prilagajati, ne? Ja, res je. Ponavadi je sploh, kadar gre za modele, recimo, takrat modelke nimajo veliko besede pri tem. Pa tudi ti najbrž ne. Tudi jaz včasih ne, ja. Odvisno zdaj, a so ustvarjamo neko zadevo ali ne. Glede na to, da veliko delam tudi recimo s Sabrino Professional, ker dela lasje, je kreativni vodja njihov Sanja Karasman, ki je čudovita pri pripravi recimo teh stvari in z njo se vedno prej uskladiva in sodelujem tudi jaz s svojimi idejami zraven, da probam njeno vizijo čim bolj v bistvu uresničiti. In taka vrsta sodelovanja so mi pa sploh najboljša. No. Včasih je pa treba tudi, zdaj sem se spomnila, namazati več ljudi, ogromno ljudi hkrati in najbrž tudi več vizažistov sodeluje. Naprimer, Prepetom Jazzile tudi mažeš. Kako je potem se usklajujete med sabo, da imajo pevci enoten look? Kako pa to poteka? Ja, za Perpetume ponavadi maževa 2. Dve, cel Perpetum? Ponavadi, ja. Saj nazadnje je bilo tako pri koncertu, ko so ga imeli v Stožicah. Ja, mečkom podihava, dava v peto, pa greva. Koliko časa pa potem traja, da namažete vse? Dolg. Še vedno so se pa kar zverzirala. Zato je bolj to nek celodneven dogodek, da se kar že zjutraj ponavadi začnejo priprave in tako, da pride cel ansambel čez. In se potem vidva med sabo uskladita? Vidva se uskladiva, kako bo izgledalo približno. Tako, če z nekom sodeluješ recimo dlje časa, točno že veš, kako bo to izgledalo in potem res gledajo vse kot ena skupina. No. Kako pomembna je pa v bistvu tudi sama kvaliteta make-upa, tudi ko mi, ljudje, ko gremo, običajni laiki, ko gremo v trgovino, pa včasih kupimo tisto, kar je najcenejše. Najbrž ni to vedno dobro. Na kaj moramo paziti, ko kupujemo make-up? Ja, res je, marketing je zelo velik, ne. In tudi ni nujno cena, ni pogojena s kvaliteto vedno. Tako da recimo, ne vem, en čez tak preprost trik, če hočeš videti, koliko pigmentirana je senčka, koliko časa ti bo recimo ostala, da probaš res namočiti prst noter, pa si mečkano natisnjen, če ostane veliko barve, je to veliko boljše kot tista, ki ne, recimo. Se pravi, to je v bistvu en tak mali trikec. Trikec in testek. Tako. Kaj pa je, da greva zdaj ko sva začela make-up za vse priložnosti, da mogoče zaključiva še s to temo, kakšna je glavna razlika med dnevnim pa večernim make-upom? Recimo, če se dame tudi včasih, ko se nimamo vedno dostopa do vizažistke, se more kakšna sama namazati. Kaj je razlika, če gre, ne vem, na neko poslovno kosilo čez dan ali pa če gre na kakšno večerjo ali pa kaj podobnega? Čez dan je ponavadi bolj lahek make-up, manj upadljive barve in tako. Zvečer pa lahko zadevo seveda stopnjujemo do onemoglosti, a ne? Ker je tudi recimo pač tema, ne? In se more zadeve bolj videti. Tako. Pa lahko dajemo tudi kakšne umetne trepalnice, črtalo, pač temno, rdeča usta in tako naprej. To sem se zdaj spomnila. Kaj pa je mogoče nekaj, kar še nisi počela na človeškem obrazu, pa bi si želela, kakšen izziv, ki ti še ni bil postavljen?
Ja, Če je kaj takega. prav ne vem. Ker sem to Vse si že počela. Ne, toliko različnih stvari sem že počela, prepričana sem, da sigurno je še kaj, kar nisem. In ogromno je nekih projektov, pri katerih bi se še želela sodelovati, ampak delala sem že tako posameznice, poroke, valete, televizijo, odre. Mislim, tako da sem pokrila že kar velik spekter stvari, ki jih lahko počneš v make-upu. Mogoče edino ta stvar, zmeri bolj mogoče me začenja zanimati tudi te specialni efekti. Tako da, No, to, ja. to, Vem, da o tem v bi še tujini večkrat, obstajajo že neki rajši. tudi resničnostni šovi, kjer tekmujejo med sabo. In vedno to je noro. Vedno jih spremljam in občudujem in se mi zdijo svetovni. Ja, res. Ker to je pa res, to je pa, v angleščini bi temu rekli next level shit. Ne? Točno to. Pa sicer, kateri make-up tukaj, ki si ga pa dejansko ti delala, je bil pa takšen, ki je že bil malo na meji tega, da so že malo specialni efekti. Si imela kdaj to priložnost za kakšno predstavo ali kaj podobnega? Prav za predstavo ne, ampak ta kreativa pol pride prav za pusta. Ne. Točno to. Točno tako. Ali pa za kakšno posebno fotografiranje, ko gre v to smer. No. Pa ko kakšne nove videze sprobavaš, probaš daj najprej na sebi, preden si ti svoja eksperimentalna lutka ali pa kaj podobnega? Ali imaš kakšne prijatelje, ki rečeš, jaz bi nekaj sprobala, prosim, pridi. V bistvu oboje, kombinacija. Vedno, ko dobim nek nov produkt, ko si jaz zamislim, da bom nekaj zdaj vključila v svoj kovček, vedno najprej probam jaz. Najprej probam, kako se obnese zadeva, da ni potem, recimo, nevesta tista, ki bo prvič dobila neko senčko in bo to potem izgledalo grozen. Tako da vedno najprej probam na sebi. Seveda so mi pa prijateljice tudi veliko pomočne. Da so včasih. Pa je teže mazati, kaj ti je lažje mazati sebe ali druge? Najbrž je drug občutek. A veš, da to me zelo velikokrat vprašajo, ampak to je čisto nekaj drugega. No? Čisto nekaj drugega. Ko sebe mažem, se mi zdi, da se dosti po istem kopitu začne mazati, ker vem, kaj mi je všeč, lahko na hitrico naredim ti svoj dneven make-up in tako naprej. Ko mažem druge, je vsakič novo platno, nova zgodba, ki jo lahko ustvarjam na obrazu. Tako da je to zelo del tak vznemirljiv del mojega poklica. V bistvu se ne da univerzalno na vsakega isto, ker imamo različne poteze in moraš to, kaj boš poudarila, je to v bistvu res kar neko preračunanje se zgodi. Ja. Mogoče čisto za konec, ker nam že zmanjkuje časa, tudi za Playboy si mazala. Tudi. Pa me zanima samo, a tukaj si morala mazati tudi kaj drugega kot obraz? Samo ja. Malo o tem, kakšni večerni oddaji, kdaj drugič. Hvala, Maja, ker si bila naša gostja in si nas malce razsvetlila tudi o make-upu in o tem področju, ki ga morda tukaj na televiziji tako pogosto ne obravnavamo. In uspešno še naprej. Hvala, Maša, za povabilo. V veselje mi je bilo. Uživaj na morju. Hvala. Mi pa se gledamo ponovno po oglasih, ko bomo šli z Galo na teren. Tokrat bo tema računalniški muzej in digitalni stripi. Zanimivo bo. Se gledamo.